Če se ti dogaja, da zaključiš dan, pa imaš občutek, da si cel dan delal oziroma delala, pa pravzaprav nič kaj veliko ni za pokazati, kaj je narejeno, pa imaš ob tem občutek, da to ni okej oziroma ti ni fajn, potem je ta epizoda točno zate, kjer ti delim 5 mojih pravil, ki se jih zmeraj držim, zato da končam dan z občutkom, da je veliko narejeno oziroma da je narejeno to, kar sem si zadala, plus bonus trik, kaj naredim, če je nalog preveč. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Še preden pa gremo v samo epizodo, naj te samo spomnim, da če še nisi, se še vedno lahko pridružiš našemu programu Aktivacija, kjer aktiviramo sebe in pa svoj brand, zato da pritegne prave idealne stranke, takšne, ki ne samo, da so navdušene nad tem, kar dobijo, ampak tudi z veseljem priporočajo in plačajo več. Brezplačno vstopnico in pa vse informacije dobiš na mod.si/aktivacija ali pa na linku spodaj pod tem videom. Zdaj, če se počutiš, da je preobremenjeno in pa konec dneva nimaš kaj pokazati, da je narejeno, tvoj delovnik pa bil popolnoma poln, potem ti bom s tabo torej danes delila to, kako v bistvu lahko drugače planiraš, oziroma 5 mojih pravil, ki se jih že kar nekaj let držim in res pomagajo pri tem, da se počutim nepreobremenjeno, a ne. In ko planiramo na tak način, je fora v tem, da v bistvu oziroma rezultat ali pa posledice, da veš točno, kaj počneš, in pa potem imaš tudi nekaj, temu tako rečemo, za pokazati, ne. In to vodi izven izgorelosti, ni v tem, da iščemo še dodatne trike za planiranje in ni več frustracije, ampak imamo v bistvu veliko boljše rezultate. Kaj je pa teh prvih 5 pravil, ki se jih držim? Prvo pravilo, to je eno izmed super pravil, ki sem jih odkrila v knjigi od Tiago Forte Second Brain, in sicer to je sistem inboxa. Kaj to pomeni? To je v bistvu inbox, pomeni kot neki nabiralnik, a ne, kamor oddajamo vse ideje. Meni recimo se velikokrat zgodi, da ko grem s psičko na sprehod, se začnejo ideje, a ne, začnejo padati ideje, to bi še lahko naredila, pa to bi mogla preveriti ali pa to bi mogla prebrati, kaj če bi še to poskusila, a ne. In mi je ful škoda, da bi te ideje kar nekam šle, zato jih v bistvu uporabim ta sistem inboxa. Kaj to čisto enostavno pomeni? Da imam torej eno knjižnico oziroma ali lahko je to ali dokument, jaz osebno kaj uporabljam? Uporabljam v bistvu aplikacijo Asana, kjer imam en zavihek oziroma, en zavihek, kamor dajem taske oziroma te ideje, ki jih pač dobim, in potem konec tedna, idealno, ne naredim tega vsak teden, pa bi bilo fajn, da bi, pogledam v ta inbox, kar je zapisano, in potem te naloge oziroma tole razvrstim, kamor je prostor. Nekatere bom ugotovila, da je okej, ta ideja je pa bila mogoče mi samo tisti trenutek všeč, pa je zdaj totalno brezvezna in jo bom enostavno pač pobrisala. Nekatere ideje bom rekla, okej, to želim v tem tednu narediti in jih bom dala na urnik za ta teden. Nekatere ideje bom pa samo si shranila kot mogoče nekoč, če bom potrebovala kakšne ideje pač za to skupino ali pa za to, kar pač priporočam oziroma kar pač je ideja, ne. In tale inbox je torej en tak super sistem, kjer je fajn, da v bistvu zmečemo noter vse ideje, zato da jih ne pozabimo in da te ne obremenjujejo, in je res, ko enkrat to implementiraš, meni osebno je to eno pravilo, ki ga imam po mojem najraje, zaradi tega, ker res te ideje me obremenjujejo, in zdaj, če imam vse na to do listi kar napisano, je zame to čisto preveč, me obremenjuje, imam v glavi in tako naprej. Tako da tale sistem z inboxom je definitivno super. Drugo pravilo, ki je malo povezano s prvim, je to, da takoj zapišem
vse ideje oziroma vse naloge, kaj moram narediti, ali je to vezano na posel ali pa na osebno življenje, je čisto vseeno, si vse dodam v Asano in zraven dodam tudi vse pomembne oziroma ključne informacije. To so lahko ali kakšne pripombe, ali maili, ali linki, ki moram pogledati. Recimo, če je naloga, ne vem, poglej video ta pa ta, a ne, potem video link že kar dodam, zaradi tega, da ko želim to narediti, to opravilo, že imam vse informacije tukaj. Ali pa ne vem, ta mail, pošlji mail tej pa tej osebi, a ne, in če že imam nekje gledam njen mail, ga kopiram, zato da v bistvu imam ga že takoj pri roki, a ne. Ali pa, če so kakšne dodatne ideje, recimo, ravno včeraj sem oblikovala za eno stranko, eno gradivo, a ne, in, sem razmišljala, kako bi to oblikovala in tako naprej. In ko sem šla na sprehod recimo, a ne, sem dobila eno super idejo, ki se mi je zdela ful fantastična in sem jo takoj zapisala vse informacije, včasih tudi posnamem kar avdio, pa ga vržem v Asano, zato da imam potem res vse, na enem mestu in potem skušam tudi nekako približno oceniti, koliko časa mi bo posamezna naloga vzela, zato da ko planiram, že takoj lahko vidim, okej, kakšen časovni blok potrebujem za to nalogo. Tretje pravilo, ki se ga precej držim, je, to, da vsak dan označim si 3 najbolj pomembnejše naloge tega dneva. Torej, vsaki nalogi, ki jo imam za tisti dan, jo razvrstim po prioriteti in določim 3, ki so najbolj pomembne. To pomeni, da te 3 naloge ni kaj, ampak te morajo biti narejene, in če so te narejene, je moj dan definitivno uspešen. To mi v bistvu pomaga prvo kot prvo, da vem, kam dam fokus, kaj se lotim najprej, in pa drugo kot drugo, konec dneva imaš tisti občutek, da je pač narejeno tisto, kar je bilo v planu. In seveda zelo pomembno je tudi to, da naš dan ni potem napolnjen samo z nekimi nepomembnimi opravili, ali pa kar se nam zdi, da bi moglo biti narejeno in tako naprej, ampak dejansko z opravili, ki imajo višjo prioriteto. Četrto pravilo, ki si ga definitivno pa držim skorajda kot pijanec plota, no, razen kakšne izjeme, ampak to pa je res eno močno pravilo, pa je, da zjutraj imam največ energije in zjutraj je zmeraj namenjeno za tista najtežja opravila, ki, rabijo kakšne globlje dele, kakšne globlje razmisleke, a ne. Najbolj zahtevne naloge so torej na sporedu pri meni zjutraj, potem pa čez dan po kosilu, ko mi začne upadati energija, a ne, kar je čisto normalno, pa so v bistvu kakšne naloge, ko ne rabim ful uporabljati možganov, a ne. Še vedno pač, ja, so v uporabi, ampak manj, ampak lahko komot takrat naredim tiste naloge, a ne. Tako da to je eno tako zelo, zelo pomembno pravilo, ki se ga bolj ali manj zmeraj držim, zaradi tega, ker res mi prinaša ful rezultate. Včasih sem želela to pravilo prekršiti v stilu, da sem se želela recimo popoldne prisiliti, da bi naredila še nekaj, a ne, zato da bi naredila, ne vem, za stranko, da bi nekaj naredila, pa se je potem vedno izkazalo, da ni bilo potem najboljše, a ne. In ko sem začela pa raje reči, ne bom raje jutri zjutraj, a ne, ko bom polna energije, so pa tudi rezultati seveda bili veliko boljše, zaradi tega, ker je zjutraj imam jaz osebno veliko več energije, zato je fajn, da mogoče raziščemo sebe, kdaj imamo več energije, kdaj ne, in se potem tudi temu prilagodimo. In pa peto pravilo je, da svoj teden planiram v soboto. Zakaj ne v nedeljo? Zaradi tega, ker v nedeljo imam rada čisto na off, v soboto pa si rada vzamem zjutraj, običajno ob kakšnem toplem napitku, si vzamem potem, si naredim ali čaj ali mačo, včasih, zelo včasih tudi kakšno kavo in potem si vzamem 15 minut, zato da splaniram naslednji teden in, to mi v bistvu je zlata vredno, zaradi tega, ker potem naslednji teden vsak dan že točno vem, kaj so moje top prioritete, kje je pač fokus in, točno vem, kaj je na sporedu, zato da ne rabim potem zjutraj v ponedeljek razmišljati, okej, kaj pa danes je nujno za narediti, ampak že vse imam, tako da lahko grem v akcijo. Zdaj pa, kaj pa narediti, a ne, torej bonus, nasvet ali kaj, kaj narediti, če se zgodi, da je naša to do lista predolga, a ne. Zdaj, kot podjetniki pa podjetnice verjetno imamo vsi predolge
to-do liste, ki se nikoli ne zaključijo in je nemogoče verjetno narediti vse v istem dnevu. Kaj takrat naredi? Jaz osebno si za vsako nalogo, kot sem že omenila, tudi določim, koliko časa predvidevam, da mi bo vzelo. In seveda, ko imam to določeno, potem te naloge dam v Google koledar, in označim. Če za eno nalogo potrebujem pol urice, v Google koledarju označim pol urice in napišem, za katero nalogo je to rezerviran termin. In potem točno vidim, koliko nalog oziroma koliko stvari lahko v enem dnevu naredim. Na koncu dneva imam pa še 1 urico prostora, torej zadnjo uro v mojem delovniku, če temu tako rečemo, kot podjetniki lahko, imam torej rezervirano kot en buffer time oziroma ali za admin ali pa za nekaj, kar mi mogoče čez dan ni uspelo narediti v tistem času, kot sem predvidela. In ta sistem je res zlata vreden, zaradi tega, ker prvo kot prvo točno lahko določim, kam bom investirala svoj čas v tem dnevu, in drugo kot drugo, nimam potem, da bom čim več naredila. Zdaj, če se zgodi, da vse zaključim že prej, super se. Običajno potem grem ven na sprehod, se imam fajn, ali pa če sem ful navdihnjena pa želim še kaj več narediti, lahko še vedno kakšno nalogo za jutri, mogoče že danes naredim ali kaj takšnega, ampak veliko večja običajno motivacija je, zato da res naredimo, da si naloge ne vzamejo preveč časa, je pa to, da v bistvu res, če zaključim prej oziroma če vse naredim prej, potem imam popoldne še več prostega časa. Tako da to je en bonus trik. Vem, da ni mogoče nič kaj takšnega wow, ampak definitivno pa je ful močen in ful deluje. Tako da ne pozabi se priključiti, če še nisi, aktivaciji, kjer aktiviramo sebe in pa svoj brand, zato da pritegnemo na prvem koraku prave stranke, ki z veseljem plačajo in imajo tudi super rezultate. Svojo brezplačno vstopnico lahko rezerviraš na mod.si, poševnica aktivacija ali pa na linku spodaj v opisu. Tako da uživaj in se vidimo naslednjič. Čau! Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke, in rasti in razvoju brenda.